sem pristal, kljub temu, da imam kar precej zapleteno sezono, veliko dela, da sem pristal, da sodelujem z Šentjakovskim gledališčem, ne samo zaradi, bi rekel, neke simpatije, ki je med Zmanom in Čušinom in tudi ostalimi verjetno, ampak tudi zaradi tega, ker želim s tem pravzaprav pristopiti k eni manifestaciji, ki upam, da se bo zgodila, če se bo zgodilo tisto prvo dejanje selitve, potem se mora zgoditi nekje tudi neko drugo dejanje odpora do tega. Jaz se bojim sicer, da smo malo pozni, ali da ste, ali da smo. Jaz si na način ne predstavljam te logike, ki jo je že Čušin omenil. Tudi se mi ne zdi, pa se opravičujem, da bom malo polemičen od drugih kolegov, da bo zaradi tega Gomelj kar kaj boljše funkcioniral, kar bo v mestu. Vsa logika, tudi v času te volilne kampanje, kjer ni nikjer zapisanega niti enega stavka o morebitnem razvoju slovenske kulture, ki ne bi bila zelo državotvorna, kadar jo rabijo, je ni. In tudi logika, ki premika mestne može v smislu razvoja kulture v mestu, je zelo nevarna. V smislu, kot je rekel Čušin prej, pa tudi v smislu, da pravzaprav se tehta kulturo po ceni krompirja. Toliko ga kupem, toliko ga prodam. Če nič ne prenesem, prekinem, ustavim, premaknem, zaprem. Nek Mercator ali Tuš, da ne bo samo Mercator, ki pač služi ali ne služi lahko nekemu namenu. Teatri bojo, po mojem mnenju, pri Šentjakovu se bo začelo. Zgleda, da ne bo konca tega, vemo, da tudi Mladinski bo nek dober hotel tam za Evropejce ali ne vem za koga, ki hodi v Ljubljano, pa naj bo, se je tudi prav, da je. Tudi o mestnem se je govorilo leta, še zdaj se govori, pravzaprav niti ne vemo, kaj bo z mestnim do konca, dokaj se ne reši nek drug problem denacionalizacije, ali bo na Barju nekje, ali bo ostal tam, kjer je, ali bo nekaj v Trzinu, kot so hoteli spraviti akademijo in tako naprej. Skratka, iz mestnega jedra naj bi se odstranile po tej logiki kar nekaj kulturne ustanove, ki imajo svoje mesto in svoje tradicijo že dolgo. Tudi ta mentaliteta metanja ven in izločanja nekih kulturnih stebrov samega jedra mestnega se nadaljuje. In tu moram reči, da je pravzaprav politika se najdela skrb v enem skupnem imenovalcu. Tu moram reči, na žalost se ne razlikuje več ne desna, ne leva, niti ne sredinska. V eni stvari so zelo skupni v tej kampanji, da nimajo, kot sem rekel, niti stavka zapisanega o razvoju slovenske kulture na nobenem področju. Zato me tudi mika, da ne bi šel volt, mimo grede. Ne vem, zakaj bi šel pa sploh to podpirati. Ker pravzaprav o meni, o moje usodi, o usodi mojih kolegov, ki se ukvarjajo s kulturo tako in drugače, pravzaprav nimajo nobenih misli. In če jih imajo zelo slabo. Tako, jaz sem malo zašel sicer, ampak hvala za povabilo in upam, da bo ta predstava, za katero pravi Čušin, da ni sezona umeščena v ta kritičen trenutek, verjetno res ni, bi pasali mogoče kakšni drugi teksti v zadnjem momentu, ampak prepozno. Je pa naša naloga, da naredimo dobro sezono, ker to je tudi garant lahko nekega podaljšanega življenja Šentjakovskemu gledališču tukaj, na tem mestu, ali pa tudi kje drugje. Pomembno je, da seveda obstane, tako je drugače.